Pozdravljeni. Ja, neobsojujoča ljubezen je za marsikoga izmed nas nekaj nemogočega. Saj je toliko razlogov, da se počutimo zavrnjene, ranjene, obsojene, odpisane. Veliko ljudi se v tem trenutku počuti nesprejetih strani življenja, vlade, ministrov, sistema. Ja. In zato izgubljajo svojo radost, izgubljajo kreativnost, izgubljajo življenje v smislu življenja. Ampak kje je rešitev? Kje je rešitev? Pokazal nam jo je s svojim zgledom in življenjem Gospod Jezus iz Nazareta. Njegova ljubezen je popolnoma 100% neobsojujoča. Nikogar ni obsodil. Tudi ne Petra, ki ga je 3-krat pred njegovim križanjem izdal. Pa sta bila 3 leta skupaj in je trdil, da bo vse naredil za Gospoda Jezusa, če bo treba. Kako doživeti in živeti in darovati to neobsojujočo ljubezen? To je vprašanje za milijon evrov. Se strinjate z menoj? Ali lahko popijem kozarec vode, če je nimam? Ne moram. Ali lahko darujem 10% od svojega premoženja, če sem v minusu, kreditih? Ne moram. Kako podariti sebi in bližnjim to neobsojujočo ljubezen? Ker le tedaj imamo notranji mir in smo kreativni in živimo polno življenje. Tisto življenje, v katerega marsikdo več ne verjame. In vendar nemogoče je mogoče. Prvi korak je odločitev. Odločitev, da ne bomo odvisni od zunanjih dogodkov, od zunanjih manipulacij, od zunanjih dejanj, besed. Ne. Ne smemo jih sprejemati kot del našega življenja. Ker če sprejmemo v svoj dom, recimo kačo, bo kača vladala v domu. Če sprejmemo v svoje življenje nekaj, kar je manj kot ljubezen, sami sebi odpremo vrata za težave, za bolezni, jeze in ne nazadnje tudi smrt. Ker smrt je nagrada za neljubezen. Smrt je nagrada za nevero. Smrt je nagrada, da ne darujemo ljubezni svojim bližnjim, pa tudi sovražnikom, ljudem, ki nam ne želijo nič dobrega. Le zakaj
bi zaradi dejanj bližnjih, dejanj sistema izgubili svoje življenje. Ni vredno se ukvarjati z grehi, neljubeznijo bližnjih. Ker če se ukvarjamo z njihovimi mislimi in dejanji, izgubljamo svoj notranji mir in odpiramo vrata za te kače, ki nas pikajo, prinašajo strup, grizejo, uničujejo in dobesedno davijo. Treba jim je pokazati vrata, ne potrebujem vas, niste korektni, ne delate po principih Božje volje, na podlagi učenja Gospoda Jezusa iz Nazareta, ne sprejemamo tega. Treba je postaviti meje. Tiste meje, ki nas ščitijo pred neljubeznijo bližnjih, pred sodbami bližnjih. Jezus je tukaj res največji zgled in dober učitelj vsem nam, ki hodimo po poti, kot pravimo v društvu za srečno življenje Belis, z brezpogojno ljubeznijo, to, kar je zapisano v prvi alineji 9. člena statuta društva Belis. Nobenemu ne želimo nič slabega. Ne. Nasprotno. Molimo za naše neprijatelje. Molimo za ljudi, ki ne spoštujejo zakona brezpogojne ljubezni, ki nasedajo zvijačam tega sveta, kljub temu, da vejo, da poslušnost sistemu vodi v smrt, vodi v bolezni, vodi v ločevanje, razprtije. Ne, zakaj bi nasedali? Saj vemo, kam nas vodi pot, ki ni pot brezpogojne ljubezni. Pot brezpogojne ljubezni je varna pot. Je pot, ki nas osrečuje, varuje, ščiti, osrečuje, oživlja, zdravi. Le zakaj ne bi po njej hodili? Pa še brezplačna je. Ni obdavčena. Nihče ti je ne more vzeti. To je svobodna odločitev za drevo življenja, za drevo brezpogojne ljubezni. Jezus je to živel. Ko je videl gobelca, ni rekel, ti si nečist, bežim od tebe. Ne. Pogledal ga je z brezpogojno ljubeznijo in očistil. In njegova ljubezen je očistila gobelca. In postal je čist, zdrav. To dela brezpogojna ljubezen. Zdravi, očiščuje, vrača življenje, vrača mir med ljudmi. To je ta vseobsegajoča, brezpogojna ljubezen, v kateri ni niti pikice sodbe. Ljubezen je ljubezen. Ali smo v ljubezni, ali pa smo v sodbi. Ali delamo to, kar je Božja volja, ali nasedamo zvijačam tega sveta. Sami smo odgovorni, po kateri poti hodimo.
Res je zelo, zelo ozka pot, ki vodi v radost, zdravje, večno življenje, mir, blagostanje, obilje, lepe medsebojne odnose. Zelo je ozka pot. Zakaj? Zato, ker je ozka pot samo ljubezen. Široka je pot, ki pa vodi v smrt. In nažalost v tem trenutku še ogromno ljudi hodi po tej poti. To je pot, kjer so sodbe, bolečine, kjer so jeze, maščevanja, laži, prevare, nezvestobe, ljubezni. To je pot zavisti, pot ljubosumnosti, pot, ki je res tlakovana z vsemi duhovi, ki niso eno z brezpogojno ljubeznijo. Vsak izmed nas pa se odloča, ali bo odpustil sebi, da je včasih nasedel prevaram tega sveta, a bo odpustil svojim bližnjim, družinskim članom, ki so morda bili prevarani in šli za nekaj časa po široki poti. Ali bomo odpustili sistemu, ki nam je veliko hudega že storil? Sami se odločamo, po kateri poti bomo hodili. Nihče od zunaj ne more biti kriv za našo odločitev, ker imamo svobodno voljo. Veste, ko človek pride v kuhinjo, ker je veliko umazane posode, ni potrebno, da razmišlja, kdo jo je umazal, zakaj je umazana, ampak odpre pipo, prime krožnik umazan, da ga pod vodo in voda je ta, ki ga očisti. In potem je krožnik čist. Na njem ni več umazanije. Tako je tudi z nami, ko se darujemo tej brezpogojni ljubezni, ko jo sprejmemo v svoje življenje, je ta brezpogojna ljubezen tista, ki nas očisti, ki odnese vse bolezni, vse probleme, vse zamere. Ja, je voda življenja, ki prihaja kot zastonjski dar iz neba, od očeta stvarnika. In kdor to vodo pije, nikoli ne bo žejen. Kdor to vodo pije, se bo posvečeval v smislu enosti z Božjo resnico tukaj zdaj na tej zemlji. In kdor pije to vodo, je na tej zemlji, vendar ne več od te zemlje. Je posvečen. Svet, ker ga posvečuje brezpogojna ljubezen. Že toliko let je minilo, odkar nam je Gospod Jezus zapustil čudovito sporočilo. Obstaja večno življenje, obstaja odpuščanje. On ni rabil umreti zato, da bi bil večen. On je že bil večen, ko je prišel na to zemljo. On je nam pokazal samo, da obstaja še nekaj več kot smrt, vojne, bolezni, trpljenje, maščevanje, ljubosumnost, jeza, ločitve. On je napovedal, da ga bodo ubili. In njegova smrt ni odrešila človeštva. Daleč od tega. On je odrešil sebe s tem, ko je rekel na križu: moj Bog, odpuščam, saj ne vedo, kaj delajo. Ker če bi bilo vsem nam odpuščeno, zaradi tega, ker je on umrl na križu,
bi bil na svetu že davnaj raj. Pa ni, ker je vsak za sebe odgovoren. Kaj bo mislil, kaj bo govoril, kaj bo delal in v kaj bo veroval. Jezus je veroval, da ga bo njegov Bog obudil tretji dan, da bo vstal od mrtvih. Ja, zemeljsko je moral umreti, ker so ga res zemeljsko mučili do fizične smrti. Vendar niso ga duhovno umorili, niso ga duhovno ubili. Ne. On je samo pokazal, da obstaja pravi Bog. Bog ljubezni, Bog obujanja od mrtvih, Bog milosti. In on je bil ta Bog, Božji sin, ki je odpustil prav vsem. Tudi Petru, ki ga je izdal. Tudi Judu, ki ga je izdal za 30 srebrnikov. Tudi vojakom, ki so si razdelili njegova oblečila. Tudi vsem ljudem, ki so verjeli v smrt. Odpustil je. In postal povezan z enostjo, s svojim Bogom, s svojim očetom. Ni odstopil od vere v življenje, od vere v Boga, zato ker so ga križali, ker so ga izdali, ker so ga mučili, ker so ga pribili na križ. Bil je na križu res nekaj ur. Koliko ljudi ima križe doma na stenah? Koliko ljudi gledajo Jezusa še na križu in vendar ga ni več tam? Bil je par ur, vendar potem je imel vstajenje in je živ. Nam pošilja Svetega Duha, ljubezen, modrost. In kdor gleda Jezusa na križu, je na napačni poti. Je na poti široki, ker gleda trpljenje, ker ne vidi milosti, ker ne vidi te vse obsegajoče Božje ljubezni, ki nikogar ne obsoja, ki samo ljubi, ki je ljubezen. In ta vse obsegajoča ljubezen je tista, ki jo lahko vsak izmed nas sprejme v svoje srce, v svojo dušo, v svoje misli, v svoje dejanja in jo živi zase in za vse bližnje. In to je edina pot do večnega življenja, tudi v telesu, na tej prelepi, čudoviti zemlji. Ja, bo konec sveta. Ne v smislu, da bo zemlja se razblinila v prah, ne. Bog je ustvaril za življenje in za svoje Božje otroke, ki so zvesti tej ljubezni do življenja, do Boga, do bližnjih, do sebe. Bo konec sveta starega, stare zaveze, kjer je bilo maščevanje, zob za zob, sodbe, kaznovanja, sežiganja, sekanja rok, žalitve, sodbe. Tega je nažalost še vedno preveč na tej zemlji, čeprav smo že v novi dobi, v dobi brezpogojne ljubezni, ki zmaguje in kraljuje. Samo vprašanje je, če že v vašem življenju, če že v vaši družini, če že v vaši državi. To je vprašanje. Kdo vlada? Ali drevo spoznanja dobrega in slabega, ker je sodba, ker so kazni, ker je smrt, ali drevo večnega življenja, ker je radost, ker je milost, ker je ljubezen, ker je skupnost povezana med seboj. Ja. Zapustimo prav vsi staro zavezo in se odločimo za novo zavezo, za zavezo življenja, radosti, obilja, miru in ljubezni do sebe in do vseh bližnjih. In sprejmimo to učenje, ki nam ga je Jezus iz Nazareta zapustil. Obstaja nekaj več kot smrt.
nekaj več kot drevo življenja dvojnosti. Obstaja drevo večnega življenja. Življenja, v katerem je radost, mir, obilje, zdravje. In obljubljeno je, in ker Bog nalaže, se bo to zgodilo. Kdor bo sledil Jezusu iz Nazareta, bo tudi v najtežjih preizkušnjah ostal močno na svojih nogah in bo na tej zemlji, vendar ne v tej zemlji. Bo hodil z ljubeznijo, bo blagoslavljal svoje sovražnike in bo verjel v večno življenje in to v telesu. Najlepša hvala Gospodu Jezusu za to milost, ker ni mu bilo treba priti iz Božjega kraljestva in živeti med nami in trpeti vse te sodbe in križanja, vendar je to storil iz svoje vseobsegajoče, neobsojujoče ljubezni do vseh nas. Zato sprejmimo to ljubezen, bodimo svobodni, notranje svobodni in žarimo to svobodo navzven. Hvala lepa za današnjo pozornost.